pozdrav. Torej, Slovenska demokratska stranka je skupaj z podpisi nepovezanih poslancev vložila predlog oziroma zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije na temo predloga priporočila v zvezi z sistemsko korupcijo v zdravstvu. Torej, vložili smo včeraj, tako da pričakujemo strani predsednika Državnega zbora, da bo seja sklicana nekje v roku 15 dni. Zdaj, zakaj ta seja? Jaz moram povedati, da je Slovenska demokratska stranka že prejšnji, mislim, da konec lanskega leta sklicala tudi sejo odbora za zdravstvo na temo sistemske korupcije v zdravstvu, kjer se je že takrat ugotavljalo, v bistvu, da obstajajo lobiji, ki nekako siromašijo naše slovensko zdravstvo. No in kot veste, je kasneje potem prišla analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji s strani mednarodnega analize, torej ta mednarodna analiza, ki je nekako pokazala, da bi naj bilo slovensko zdravstvo nekje v evropskem povprečju oziroma do določenih kazalnikih celo nad povprečjem. Vendar v Slovenski demokratski stranki opozarjamo, da ta analiza in pa tudi resolucija skupaj za družbo zdravja 2016-2025 ne podajo odgovorov, kako slovensko zdravstvo spraviti, bom rekla, na raven modernega, kvalitetnega in pa transparentnega zdravstva. In če vemo, da je predsednik vlade, dr. Miro Cerar, in pa tudi ministrica za zdravje, da sta pred volitvami, predvsem sedanji predsednik vlade, govoril o tem, da bodo najprej izvedli zdravstveno reformo in pa da bodo zmanjšali, torej optimizirali javni sektor. Moramo povedati, da danes se strani ministrice za zdravstvo, pa tudi seveda strani vlade, nismo dočakali popolnoma nobenega zakona ali zakonske osnove, ki bi naše javno zdravstvo torej optimiziralo, ki bi izboljšalo kakovost v zdravstvenem sistemu. Ravno nasprotno, po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo lahko z podatkom 1.1.2016 preberemo, da so se čakalne dobe v zdravstvu povečale za skoraj 13% napram prejšnjemu mesecu, da lahko vsi ugotavljamo, da kadrovska politika v zdravstvu, da je to zelo pereča problematika, namreč največji javni zavod na področju zdravstva UKC Ljubljana še vedno nima direktorja s polnimi pooblastili, ravno tako ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ravno tako recimo bolnišnica Celje in tako naprej. Zato je odgovorno seveda tudi Ministrstvo za zdravje, nenazadnje tudi vlada, ki ima v javnih zavodih teh ustanov svojo večino, recimo v UKC 6 od 11 članov. Večina bolnišnic opozarja ministrico, pa tudi javnost, da jim primanjkuje denarja, da ni denarja za različne operacije, specialistične preglede in tako naprej, in da gre, kot smo slišali recimo bivšega strokovnega vodja UKC Ljubljana, za izčrpavanje zdravstva po vzorih izčrpavanja v gospodarstvu. Če zadevo pogledamo z drugega konteksta, lahko rečemo, da seveda gre za izčrpavanje zdravstva, denarja je vedno manj, gre za bolezenske znake, tudi korupcije in podkupljivosti. Že pred leti so bila posamezna opozorila ljudi, ki so bili udeleženi v zdravstvu oziroma so bili vodstveni delavci, da prihaja do velikih korupcijskih tveganj, tudi do sumov korupcije, podkupovanj. In na 3. februarja letošnjega leta je na seji Komisije za nadzor javnih financ v.d. direktorice UKC Ljubljana, gospa Brigita Čokl, v bistvu te trditve oziroma navedbe medijev, pa tudi drugih posameznikov v bistvu potrdila, ko je dejala, torej, da ve, da obstaja podjetje v lasti zamejskih Slovencev, ki izčrpavajo slovensko zdravstvo, ki prodajajo oziroma kupujejo določeno medicinsko opremo po 1 evro v tujini in v Sloveniji prodajajo po 4 evre, torej po 4-kratni ceni, da ve, torej za te lobiste, da če ne dosežejo na uradu za zamejce svoje, gredo celo do predsednika vlade, predsednika države.
No in tudi dejala, da ni problema dobiti v bistvu imena. V Slovenski demokratski stranki smo v sklicu navedli 4, bom rekla, nekako primere, ki kažejo na to, da prihaja do sistemske korupcije v zdravstvu, in sicer prvo je nabava žilnih opornic, o katerih je v bistvu posredno govorila tudi gospa Brigita Čokl. Lahko rečemo, da so se, oziroma po podatkih, ki jih imamo, da so podjetja v Sloveniji prodajala žilne opornice po 3-krat, 4-krat višji ceni, da so bili zaslužki enormni, da so recimo se torej v letu 2012-13 prodajale recimo žilne opornice po 1300 evrov v Sloveniji, dočim je recimo poljski ponudnik isto zadevo prodajal po 471 evrov. In treba je poudariti, da se preko tega podjetja, torej tudi v medijih smo že lahko prebrali podjetje Mark Medical, financira tudi Mladina d.d. Naj pa poudarim tudi to, da je recimo zaslužek na eni žilni opornici okoli 900 evrov ali več. Če to primerjamo z plačami, je to mesečna plača medicinske sestre. Naslednja zadeva je nabava medicinske opreme na revers. Po naših virih se vedno več bolnišnic poslužuje te v bistvu oblike. Gre za to, da dobavitelji neposredno dostopajo do zdravnikov, vodstvenega kadra na določenih oddelkih, jih navdušijo za neko opremo in ti mimo javnega razpisa vzamejo opremo na revers. Dobavitelj pa potem služi v bistvu z servisom in pa potrošnim materialom. Gre za zadeve torej brez javnega razpisa, brez nekih konkurenčnih ponudb, brez pogajanj in z naprej določenim ponudnikom. Tretja zadeva je okoriščanje posameznikov v zdravstvu. Tukaj lahko samo spomnim na leto 2013, ko so bile obsežne, bom rekla, hišne preiskave na 58 naslovih, pridržano je bilo 13 zdravnikov. V javnosti, v medijih smo lahko dobili sodno odredbo za hišno preiskavo, kjer je točno določeno, za katera podjetja in katera imena gre v teh primerih, pa se do danes ni zgodilo nič. No, zadnja afera Bunc pa mislim, da je vsem znana, ko je multinacionalka nakazala kar nekaj denarja našemu zdravniku za seveda protiuslugo. No, četrto so operacijske mize, ker je že sama nabava bila zelo sporna v letu 2014, pa tudi zelo sporno tudi v rokah kriminalistov servisiranje teh operacijskih miz. Torej, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, Nacionalni preiskovalni urad so se ukvarjali z temi zadevami, ukvarjali so se še tudi z drugimi primeri, pa se ni zgodilo nič, če poenostavim. Torej, ljudje, ki so bili vpleteni ali pa so vpleteni, naj bi bili vpleteni v te posle, ostajajo na mestih, kjer so bili, ni v bistvu nobenih odgovornosti, nobenih sankcij. Zato Slovenska demokratska stranka predlaga Državnemu zboru 6 priporočil. Prvi je torej seznanitveni sklep. Naslednji sklep, ki se ga predlaga, je, da Vlada in pa Ministrstvo za zdravje raziščeta trditve o morebitni korupciji v zdravstvu na osnovi izrečenih besed vršilke dolžnosti generalne direktorice UKC Ljubljana, gospe Brigite Čokl, na seji Komisije za nadzor javnih financ, da Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje Državnemu zboru predstavi analizo učinkov ukrepa skupnih javnih naročil v zdravstvu, ki so bile predvidene za leto 2015, da Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje sprejme vse potrebne ukrepe za temeljito reorganizacijo procesov nabave in storitev povezanih z medicinsko opremo s poudarkom na dragi medicinski opremi, da se Vlada Republike Slovenije in organi inštitucij, da zaradi nepristranskosti do konca preiskave suspendirajo vse osebe, ki so vpletene v postopke nabav medicinske opreme in pripomočkov in opreme na revers. In pa Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje, da pozoveta pristojne institucije k takojšnjemu in odločnejšemu ukrepanju na področju ugotavljanja odgovornosti posameznikov v koruptivnih dejanjih.